Povsod, kamorkoli se obrnem, je na kriptotrgu sama pozitivnost. Ampak kaj če mi drvimo naravnost v past? Pridružite se mi v videu, kjer bomo raziskali prav to možnost. Lep pozdrav nazaj in dobrodošli na kanalu Explicit. To je kanal, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. Torej, z realnim pogledom. Kaj se dogaja na kriptotrgu? Ogromno pozitivnosti vidim. Vsi veselo pričakujejo halving, Bitcoin ETF. Ampak tisti, ki me redno spremljate, moje mnenje že poznate. Sam namreč menim, da drvimo direktno v past. Torej, da se pripravlja ena velika past za bike. In kot sem že omenil v enemu izmed prejšnjih videov, tokratni halving, ki prihaja, zna razočarati. Tako da kakršnakoli previdnost ni odveč. Pa si dejmo še malce podrobneje pogledati, zakaj sem tako črnogled. Dajmo se spustiti v grafe. In smo na tedenskem grafu Bitcoina proti dolarju. To je logaritmičen prikaz. Pri prejšnjem videu sem namreč dobil vprašanje, zakaj se moj graf ne ujema z njegovim. To je zato, ker imam tukaj naštimano na logaritmično. Kdaj se uporablja linearno oziroma običajno in kdaj logaritmično? O tem bom naredil posebej video, tako da ne se pozabite naročiti na kanal, da ga ne boste zamudili. Vsekakor pa je dobro, da se spremlja oboje. Ok, torej, Bitcoin, tedenski graf, logaritmični prikaz. Kar mene zdaj zanima, je predvsem tale meja. Tukaj, kot vidimo, smo zdaj prišli točno do te meje. In pa tukaj, če se dobro spomnite, smo imeli s tole malo mejo kar precej težav. To je to naše območje od 29.000 pa do nekje 31.000. Lahko vidite tudi, koliko časa smo se mi matrali s tem. No, in potem smo jo končno prebili in zdaj smo butenili v to, po mojem mnenju, precej močnejšo mejo. Kar pa mene predvsem skrbi, je predvsem tole. Bomo najprej povezali vrhove in zdaj še dna. Imamo tukaj prvo dno, pa ta drugo dno. In kaj dobimo ven? To je naraščajoči klin, ki je medvedji vzorec. In je res ogromen. In če poskušamo izmeriti oziroma simulirati njegovo tarčo, dokot bi lahko prišli, če ga prebijemo, pa recimo, da prenesem sem. Recimo, da ga prebijemo tukaj. Torej, da izgubimo tole spodnjo podporno mejo tega klina, plus tole mejo 29 do 31.000, s katero smo se borili ne vem koliko časa, da smo jo končno osvojili in prebili. No, in če bi izgubili to dvoje, bi potem preko tele simulacije naše tarče prišli točno do tukaj. To je meja na 15.000. To je naše dno, od katerega smo se odbili. Zdaj, da ne bomo samo negativni, dajmo si pogledati še malček pozitivno stran. Pri RSI nimamo nobene medvedje divergence. Je pa RSI trenutno kar visoko. Že dolgo časa nismo bili tako visoko. In tukaj, kot vidite, imamo označene skrite bikovske divergence, kar pomeni, da se rast lahko nadaljuje. In kot vidimo, ta zadnja skrita bikovska divergenca se je zelo lepo izpeljala. Se pa stokastik RSI počasi križa in obrača navzdol. Tako da bomo videli, kaj bo iz tega. Če vas morda zanima tale indikator, to je naprednejši RSI indikator. Tega sem sprogramiral jaz in združuje več indikatorjev v enem. Kot vidite, imate sam RSI plus stokastik RSI, pa še divergence vam kaže. In to v ozadju je Fibonaccijeva lestvica, po kateri merimo prekupljenost in preprodanost. Tako da imate tukaj 4 v enem, dobite pa ga lahko na moji spletni trgovini, trenutno s 40% znižanjem, ker še vedno traja črni petek in Cyber Monday. Tako da ne zamudite priložnosti, mi pa si zdaj pojdimo ogledati še dnevni graf. In zdaj imamo precej bolj približano zadevo in tukaj lahko vidimo sledeče.
Če povežem tukaj dna, še malček popravim, bom še menjal barvo črte, da se bo lažje ločilo in povežimo še tukaj vrhove. No, tukaj potem vidimo, da imamo še en razširjajoči klin, ta je tudi medvedji vzorec. Ampak z razliko, namesto da se oža, se širi. Zdaj, mi imamo tukaj na RSI eno skrito bikovsko divergenco, tako da rast je še vedno možna. Tukaj tale zgornja meja je kar precej široka in seveda lahko pridemo tudi do 40.000. Tako da na dnevni ravni, ja, je vsekakor tole mogoče. Poleg tega tudi december je ponavadi večinoma pozitiven za kripto in delniške trge, tako da bi se to ujemalo. Ampak se pa stokastik RSI križa in počasi obrača navzdol. In če pridemo spet na tole spodnjo podporno mejo tegale našega naraščajočega, razširjajočega klina, potem lahko pademo vse nazaj dol do tele meje. 31-30.000, torej to bi bila naša prva postaja. Tako da ja, grafi niso ravno najlepši, bomo videli, kako se bo vse to skupaj izteklo. Pozabil sem omeniti še, tukaj imamo rast s padajočim volumnom, kar tudi ni ravno najboljši znak. Tako da previdnost velja, vedno pa opravite tudi svojo lastno raziskavo. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite tudi dodatne vsebine. Pri prvem paketu dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški, trg žlahtnih kovin in ostale. Pri paketu višje pa dobite dostop do video dnevnika tehničnih analiz, kjer spremljamo kriptovalute v manjših časovnih intervalih. Poleg tega je tudi Discord v tem paketu zelo lepo zaživel, kjer konstantno diskutiramo o gibanju cene Bitcoina in ostalih kriptovalut. Tako da ste zelo vabljeni, da se pridružite. Zbrali smo se že kar ena lepa in zelo zanimiva skupinca. Predvsem mi je zelo všeč, da se med nami delijo različna mnenja. To mi je res top, ker marsikdo nekaj vidi, kar nekdo drugi ne. No in poleg tega lahko patroni tudi ceneje nakupujejo na moji spletni trgovini. Ves prispevek, ki so ga vložili do časa nakupa, lahko uporabijo kot dobro imetje. In tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati, še vedno traja akcija Črnega petka oziroma Cyber Monday in trenutno velja 40% popust na vse. Hvala vam, da ste si video gledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o teh analizah? Kakšno je vaše mnenje? Imate ista pričakovanja pri tem prihajajočem halvingu, kot je bilo pri ostalih? Ali morda mislite, da bo razočaral? Kakorkoli že, komentirajte spodaj pod videom in z veseljem bom podebatiral z vami. In še kaj bo v prihodnje na tem kanalu, pripravljajo se zelo zanimivi videi. Pred kratkim je Alessio Rastani gostil v svojem videu Roberta Prekterja, ki, zanimivo, ima isto štetje Elliotovih valov, kot sem ga jaz naredil v svojem videu. Tako da bomo šli skupaj skozi tale video in ga pokomentirali. Obetajo se tudi nove predstavitve novih obetavnih kriptoprojektov v sodelovanju s Crypto News in še naprej bomo spremljali turbulentno dogajanje na Bitcoinu in kriptosceni. Ogromno tega je, zanimivo bo, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil. In ne pozabiti obiskati tudi TradingView, danes je zadnji dan njihove akcije, to je Črni petek in Cyber Monday. Popuste imajo tudi do 70% na svoje pakete. Tako da ne zamudite priložnosti, ker je potem celo leto ne bo več. No, jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.